Moj gost in sogovornik, s katerim bova danes šla v telesno plat duhovnosti, je Uroš Petan, terapevt po IQ metodi in predavatelj v šoli za karmično diagnostiko oziroma za bioterapeute Neli Rep. Uroš, živjo. Živjo. A se bova tikala? Ja, prosim. Super. Prosim. Mogoče najprej za uvod za naše gledalce, za tiste, ki še ne vejo. Kaj je to IQ metoda, kakšen terapevt si in kaj počneš? IQ metoda se ukvarja z nadgradnjo klinične somatike. To pomeni, da obravnava človeka somatsko v okviru energetskega procesa, ki teče v človeškem telesu in v bistvu povezuje ta energetski sistem s telesno ravnjo. Evo, to. In v bistvu vse, kar je vmes, vse šume, ki so vmes, ki slabijo to neko komunikacijo, pa povzročajo cel kup enih telesnih bolezni pa neprijetnosti, v bistvu pomaga ozaveščati pa odpravljati. Ja. Delaš z zdravimi ljudmi ali delaš z bolnimi ljudmi? Se pravi, tisti, ki že imajo neko diagnozo, vse? Vse. Obstaja torej pristop. Običajno se ljudje spravimo resno delati na sebi takrat, ko smo stisnjeni v kota, ko imamo kakšno resno bolezen ali pa resen življenjski izziv, ampak tisti največji potenciali pol nadaljujejo, bom rekel, po tej poti za voljo rasti inteligence, modrosti, usklajenosti, da rečem, z življenjem, z resnico. Slišim od mnogih ljudi, kako imajo bolečine po celem telesu. Pridajo od nikoder, ne v narekovajih rečeno, se pravi, te bolečine pridejo kar naenkrat človeka, 14 dni bolijo jetra, bolijo ledvica, boli hrbet, bolijo roke, pa ni diagnoze gripe recimo, da bi imel kosti boleče, ampak kar bolečine v raznih delih telesa ali pa celo povsod se javljajo. Kaj bi ti, brez diagnoze, ne? Kaj bi ti rekel? In potem greš k zdravniku in zdravnik reče, nič, vse je v redu. Kaj bi ti rekel? Ja, vse nosimo ogromen potlačenih bolečin in nekatere so v fazi, ko še ne povzročajo medicinske simptomatike. To pomeni, da še niso, bom rekel, da še ne pride do neke bolezni, ki bi jo lahko medicinsko klasificirali, so pa tam. In v bistvu razvoj bolezni gre vedno tako, da se najprej pojavi neka energetska blokada znotraj sistema, ki mi smo, to pomeni, mi smo to energetsko bitje v telesu, ki preko telesa delujemo in dokler je blokada samo na energetski ravni, ni takoj tudi medicinske diagnoze, niti simptomatike. In kar se zazna zdaj je to, da nas na nek način, kaj ne rečem, vesolje, zavest, rine v višje zavestno stanje in začenjamo ozaveščati bolečine, ko le te še niso izražene kot bolezni. To je zelo dober, to je zelo, zelo, zelo dober, zato ker če to zaznamo, pomeni, da imamo možnost odpravljati te energetske anomalije, še preden prerastejo v telesne bolezni. Tako da to je v bistvu dober. Seveda je pa veliko vprašanje, kdo se s tem zna pravilno nositi, pa kaj s tem narediti. Zelo pozitivno, neprijetno, absolutno neprijetno, hkrati pa nujno za preprečevanje razvoja hujših stanj. To bi rekel. Kaj bi ti kot strokovnjak na svojem področju rekel takemu človeku, ki se mu javljajo neke bolečine, mogoče celo vsakič na kakšnem drugem delu telesa? Kaj reči takemu človeku? Najprej, zdaj tako je, torej, kot vidiš, greva odpirava tematiko resnice, kaj človek sploh je in jasno je, da je človek veliko več kot telo. V resnici telo človek ima, ne da je. In delovanje telesa je pa bom rekel, v največji meri odvisno od notranjega stanja mene. To, kar jaz sem, energetskega bitja in večja, kaj je čistost energetskega bitja, večja, kaj je pretočnost, harmoničnost, usklajenost, bolje blagodejno tudi občutenje bivanja v telesu, zdravje telesa in tako naprej. Tako da niti ni toliko pomembno, kaj bi jaz temu človeku rekel, seveda mu vršiš neko intelektualno razlago, zakaj do tega prihaja, ampak bolj pomembno je, da se mu pomaga vstopiti v te blokade, v te motnje
in mu tudi omogočati, da se sam pozdravi. Zato, ker dejstvo je, da edino pravo zdravljenje je samo zdravljenje, jasno pa nimajo ljudje znanja o tem in jim je treba z nasveti, pa tudi energetsko podporo pomagati, da se naučijo tega pristopa, da pravilno pristopijo, da odpravijo na vzročnih nivojih blokade, potem pa jasno poročajo, odvisno koliko je velika ta blokada, lahko takoj, lahko je treba večkrat prežemati neke dele telesa, ki so boleči, ampak poročajo potem o tem, da zvodenijo bolečine, torej da skinejo na nek način. Tle bi upozoril na eno past, obstajajo simptomatski pristopi tudi na energetski ravni, to pomeni neko zmanjšanje zavesti. Žal večina kemičnih terapij, to pomeni skozi tablete ali pa skozi mnogo drugih terapevtskih pristopov, lahko pomaga zamegliti stik z resnico, stik z bolečino in to je kratkoročno prijetno. To je kratkoročno celo daje občutek, da smo napredovali. V resnici pa dolgoročno pomeni, da ostajajo blokade v podzavesti in te delajo naprej škodo, se razvijajo v vedno večje blokade, to pa lahko kasneje preraste v telesne bolezni. Tukaj bi samo za sekundico bi te prekinila, tukaj bi rekla oziroma pozorila vsakega, da najn pogovor ni nikakor proti kakršnikoli uradni veji medicine ali da bi komorkoli svetovali ali govorili, da naj ne obiskuje svojega zdravnika, da naj prekinja kakršnokoli zdravljenje, to je potrebno res na glas povedati. Je pa samo en nov pristop oziroma en nov razmislek, kaj se dogaja z našimi telesi in kako jih lahko dojemamo, obravnavamo, z njimi ravnamo in tako naprej. Ok, drži, jaz se strinjam, da ne bi kdo zapadel v kakšen ekstremizem. Treba je pač pomagati, kot sem rekel, človeku, da pač to dejansko odpravi na vzročni ravni. Tukaj pa ne gre več za pogovor, ampak gre za energetski pristop. Tukaj treba imeti znanje, pa tudi dovolj veliko potentnost energetsko. Človeku, ki pristopa k takemu globinskemu pristopu, k reševanju svojih izzivov, je treba pomagati, da sam postane dovolj močen. In niso vsi na začetku dovolj močni, zato rabijo več, bom rekel, iniciacij, srečanj, kakorkoli. Če delajo dobro po sebi, rastejo v zavesti, rastejo v življenjski potentnosti in rastejo v sposobnosti zdravilstva, da tako rečem, sami sebi. In to je to, evo, to je to. Kar se pa medicine tiče, ki si omenila, drži, da jaz sam sem velik podpornik medicine in je krasno, ker medicina pač lahko pristopa z telesne ravni, torej z druge strani. Resnica pa zahteva od nas celostni pristop, zahteva tudi ta energetski pristop z vidika osnove, temelja, to, kar mi smo. In če se gre z obeh strani, ni nič narobe. Kar tukaj bi povedal je, da če smo v že zelo pozni fazi razvoja neke bolezni ali pa obstoja neke bolezni, je medicinska obravnava zelo nujna celo, ne samo priporočljiva, nujna, da ne bi kdo kaj zamudil, ker energetski pristop je počasnejši. Ko mi odpravljamo motnje na energetski ravni, ko so te odpravljene, počas odpravijo tudi disfunkcije na materiji, tam, kar se da. Neke stvari smo zamudili, neke stvari so pač nepopravljive, ampak v glavnem pristop oziroma delovanje in posledica energetske čistosti na materijo je pač nekoliko počasnejša od kakšnih medicinskih pristopov, ki vključujejo operacije, kemično, bom rekel, terapijo, skozi neka zdravila. Tako da to, kar si povedala, drži. Za tiste, ki so pa zelo v zgodni fazi, ki so zelo tankočutni in zaznavajo neke anomalije, ki so te res čist neškodljive za razvoj kakšne bolezni, pa bom pošteno povedal, pa ni potreben medicinski pristop. Ampak to velja samo za zelo zgodne faze. Evo. Ja. Ti govoriš o tem, kako so naša čustva ujeta tudi v raznih organih. Lahko mogoče poveš, za kakšna čustva je odgovoren oziroma za katera čustva je določen organ odgovoren?
To je nehvaležno govoriti. To so sistematski, to so neke sheme, ki jih sicer poznamo iz tradicionalne kitajske medicine. Ona je to zelo dobro opredelila in je lahko nek osnovni skelet, bom rekel, diagnosticiranja. Ajde, da se tako izrazim, če ima nekdo, ne vem, je poln strahu, bo rekla tradicionalna kitajska medicina, da so blokirana ledvica, recimo, ja, pa jeza, vemo, so jetra, pa krutost, so srce, pa tako naprej. Ampak to je že pase, to je posploševanje in izkaže se v resnem pristopu k individualni obravnavi človeka, se izkaže, da so lahko strahovi tudi vse povsod drugod kot samo v ledvicah, tako da bi se temu kar izognil. Ja. Ker velikrat smo priča temu, da ko se ko človeku nekdo racionalno razloži, odkot naj bi prihajala neka bolečina, bolezen, posledica katerega čustva je in tako naprej, se on umsko pomiri, ta človek se dejansko umsko pomiri, najde neke povezave dejansko v svoji simptomatiki, pa v svojem življenju, pa v svojem čustvovanju. In ko prije do te pomiritve, ker racionalno razume razvoj bolezni, je lahko to past. Je to navidezno razrešeno, kao je razrešen neke bolezni, čez čas se pa izkaže, da temu ni tako. Torej, razumevanje pomirja ga pa ne razgrajuje. Torej, bom rekel, ne razgrajuje nekih čustev. Zato posploševanje tukaj odpade. Zato je pomembna individualna obravnava. Evo, to je to. Ja, in celostna in globinska, s tem si tudi povedal, da v bistvu mi ne moramo deliti organov in pravzaprav deliti sebe, ker smo celostno bitje, večdimenzionalno in ne gre samo na lokalno raven. Drži. Globje in širše. Mnogoplastne so, tako kot si rekla, zelo kompleksno je, praktično nobena bolezen ali pa izziv v odnosu, financah, službi, karkoli, ne izvira iz enega samega vzroka. Vedno je mnogoplastni vzrok, ki se je skozi čas razvijal, pa je eskaliral mogoče do nekega simptoma, tako da tukaj posploševanje je resnično škodljivo, pošteno povem. O čem ti, Uroš, ozaveščaš v šoli Neli Rep? Kaj predavaš, o čem ozaveščaš udeležence? Pomagam jim, da torej zelo široko, ne samo v okviru metode, ki si jo omenila, ampak tudi sam sem končal ogromen enih izobraževanj zelo široko. Zdaj to, kar tam počnem, je, da primarno pomagam, da ljudje sploh dvignejo telesno zavest. Da sploh v bistvu začnejo bolj čutiti svoje telo, da bi kasneje občutili, velika razlika v pojmu čutiti ali pa občutiti, da bi prišli do občutenja sebe v telesu, da bi prišli do sebe, do vibracije znotraj. Zato, ker izkaže se, da ogromno ljudi zavoljo bega pred bolečino, bega pred stisko, v bistvu zapustilo telo, smo se zavestno odlimali oziroma odšli ven iz telesa na nek način, se zatekli v življenje v umu, v racionalnosti zgoraj, okoli glave, s tem pa zgubljajo ljudje stik z realnostjo, stik s fizikalnim delom našega obstoja, pa tudi, lahko rečem, z globoko duhovnim, in jim pomagam, da sploh najprej vidijo, a sploh so v stiku ali ne, ker človek se na začetku niti ne zaveda, da ni v stiku s telesom. In torej prvi korak je, da sploh dojamemo, a smo v stiku ali nismo, a ga vsaj čutimo, če že ne občutimo, pa potem, koliko smo celostni v tem, kjeri delčki so bolj ozaveščeni, kjeri manj, potem so pa še, kot si pravilno rekla prej, mnogoslojni smo. Več slojev je že čist fizikalno gledano, medicinsko, ima človek več slojev mišica, ima površinske, ima globinske, gre pa pol še bolj globoko noter na organe, na celice, na atome in preko nekih vaj, pa seveda teoretičnega znanja, se pomaga udeležencem, da v bistvu prihajajo vedno višjo telesno zavest, ki pa vzporedno ne more biti drugače, dviguje tudi zavest za pravega sebe, za energetsko bitje, ki biva v telesu, deluje preko telesa in tudi zbira v bistvu izkušnje oziroma nabira neke povratne informacije skozi telo. Evo. Kako bi zdaj nekdo, ki gleda in ga zanima, a je on v stiku s svojim telesom, a čuti in občuti svoje telo, kako bi mu rekel, da naj to preveri pri sebi? Na kakšen način? Dobro vprašanje. Mogoče prva najboljša stvar je, da z zaprtimi očmi
lahko ležimo, lahko bi stali pred ogledalom, ki kaže celo telo, torej pred enim velikim ogledalom, bi se postavili z zaprtimi očmi in bi noter usmerili pozornost v svoje telo, pa bi probali dobiti eno plastično sliko, kako smo pozicionirani. Je kakšna rama višji, je kakšna rama potegnjena naprej, a mi glava kam visi, a imam mogoče, ne vem, pokrčeno kakšno koleno, koliko imam narazen stopala. Skratka, brez da pogledam v ogledalo, najprej notranje preskeniram, kakšen dobim notranji občutek za pozicijo telesa. Potem, ko sem to zelo dobro naredil, pa mogoče odkril neke, bom rekel, neravnovesja, neke neenakosti med levo, desno stranjo, sprednjo, zadnjo, kakorkoli, potem lahko pa odprem oči in pogledam, če slika v ogledalu kaže enako podobo, kot sem jo prej jaz dobil, ko sem samo notranje z zavestjo skeniral, v kakšni poziciji je moje telo. In če tukaj pride do neenakosti, če tukaj večinoma ljudje spoznajo, da ne vem, so imeli občutek, da je, ne vem, leva rama gor, pa ko pogledajo, je pa v bistvu lih kontra, jim je to že znak, da obstajajo neki šumi, da obstajajo neki klini med telesom in zavestjo, da se je tam neko potlačeno čustvo, neka pregrada se je ustvarila, ki kvari realnost zaznavanja telesa noter, in to bi bil že en izmed pristopov. Drug pristop je, da bi nas nekdo fotografiral, ko ležimo na tleh, in bi spet isto naredili. Se uležemo na tla, en nas pofotografira, ali ga pa sam prosimo, da nam da feedback. Mi usmerimo spet najprej brez feedbacka pozornost vase, v telo, probamo začutiti, kako se naše telo dotika podlage, a imamo občutek, ne vem, da sta stopali podobno pozicionirani, ali je kakšno bolj zvrnjeno, ko ležimo, a je kakšno bolj v špičko, a imamo noge, če bi gledal središčno črto, a je mogoče ena noga bolj ven iz centra, ena bližje centru, a imamo občutek, da, ne vem, je ena ritnica bolj v stiku s podlago, druga manj. Torej, cel kup enih podatkov lahko preskeniramo, kakšen imamo občutek, mogoče, da bi pustili, kakšen odtis bi pustili v peščeni plaži, ajde, pod sabo, kako leži naše telo na tleh. In če imamo enega pomočnika, lahko nam on da feedback, ne? Mi bomo rekli, ja, občutek imam, da je moj desni kolk ful višje kot levi, da je dvignem bolj v tal. In ne vem, lahko celo pogledamo pol kasneje, ko smo preskenirali, pa lahko vidimo, če imamo pa enega od odzuni, nam pa lahko on to veliko bolj verodostojno pove, kaj on na fizikalni ravni dejansko vidi. In spet, če je med notranjim občutkom in vizualno zaznavo tretjega ali slike ni nobenih šumov, to pomeni, da neka osnovni stik s telesom je dober. Če pa temu ni tako, pol pa že vemo, da je v bistvu možno napredovati v stiku s telesom, da je možno dvigati telesno zavest, kar prinese pa seveda cel kup pozitivnih učinkov pa naprej. Kako je povezana, hvala ti za to razlago, možnost poskusa, kako je povezana v bistvu naša zavest z gibi telesnimi? Se pravi, včasih človek sploh ne ve, da je zakrčen, nekako kot da ima rame dvignjene in potem se spomni na to in sploh nisem vedel. Kako pomembno se je gibati oziroma stresti, sprostiti, kaj to na vsakodnevni ravni, večkrat na dan, kako bi človek čim bolj preživel dan v sproščenem telesnem stanju? Ne more biti telo sproščeno, če ni duh sproščen. To pomeni, če nisem jaz kot temelj, ki bivam v tem telesu, jaz energetsko bitje pretočen, miren, sproščen, ni možnosti nobenih, da bo imel sproščeno telo. Se bo slej, ko prej to nekje poznala, ne? Bo nekje, tako kot si rekla, nekje bo zakrčeno, nekje bo napeto. Tako da nima smisla pristopati k temu, da bi se sproščal. Da ko ugotovim, da sem napet, da bi se sproščal. To nima nobenega smisla. Treba je pristopiti tako, da si priznamo, da v podzavesti nosimo očitno neke vzroke, da nas vedno znova potegne v neko napetost. In veš, to, kar si omenila, to je simptomatski pristop, ne? Da se pol, ko se zavem, se zavestno sprostim. To ne pelje nikamor. To je prijetno na kratki rok, na dolgi rok je pa treba raziskati, zakaj, kaj je v podzavesti, kaj je tisti vzrok, da me čim me potegne ven iz telesne zavesti, ko se iz telesa več ne zavedam, tipično me potegne v glavo, v neke službene aktivnosti, karkoli že, se zgodi spet nazaj podzavestno, niti nisem
zavesten tega, nazaj spet neka napetost. In to pomeni vzročno pristopanje. Najprej priznati si, da je to tam, potem pa znati vstopati v te napetosti in počasi, sloj po sloj, pride do primarnega vzroka, ne razumsko, ampak razgrajevati podzavestne vzorce, ki povzročajo, da se te napetosti dogajajo. To je pristop. Kar pa tu lahko rečemo mirno, kar pa človek ne more vedno sam, zato obstajajo, oziroma zato obstajamo ljudje, ki pri temu pomagamo in to je v redu. Ne? Vsak ima svoj poklic in s tem poklicem nekaj doprinese sočloveku, družbi in samemu sebi. Ne? Drži 100%, v resnici sploh na začetku poti nimaš nobenih možnosti sam odpravljati tega, zato ker tisto, tukaj smo pa na izvoru težav vseh ljudi, je pa dualnost, torej tisti, ki hoče držati napeto telo, sem, bom rekel, lažni jaz, ego, in dokler sem ujet v ego, se identificiram z njim, so vse akcije, ki jih izvedem, sigurno na dolgi rok neuspešne, zato ker ego samega sebe noče spraviti ven iz človeka. In zato rabiš nekoga, ki je vsaj par korakov pred tabo, kar se zavesti tiče, in tak ti lahko, če je tudi energetski potencial, če je talent za to, ne samo da ima intelektualno znanje, ampak dejansko, da je prehodil to pot, da je tudi sam oddelal svoje skozi dolgotrajno očiščenje sebe kot energetskega bitja, lahko pa tak človek zelo pospeši, v bistvu sploh omogoči začetek. Po mojih izkušnjah pa je tako, da polka pa prije zelo delač, če dobro delaš po sebi z nekim pomočnikom, jaz rad rečem človeku, ki ti pomaga, postajaš pa vedno večja moč, da tudi sam sebi pomagaš. Ampak treba je kar dolgo pot prehoditi, se zelo energetsko ukrepiti, spoznati, bom rekel, zakone kvantnega sveta, našega energetskega sveta, pa postajamo vedno večji zdravilci sami sebi. Potem pa prebudimo v bistvu to samozdravljenje in ga ne oviramo, ne? Se človek s svojim umom to ovira. Ne? Tako ga ne oviramo in vse deluje samo po sebi, v naše najvišje dobro. Drži 100%, ja, točno to. Uroš, kaj opažaš v teh 2 letih do 3 letih, ko smo ljudje pristali v enem čisto drugem stanju in situaciji, ko smo bili soočeni z dneva v dan z nekimi novimi navadami, novimi pogledi. Kaj opažaš pri svojem delu? Kaj se nam je zgodilo? Kaj se je zgodilo z našimi telesi? No? Bom tebe vprašala po telesu, pa govoriva seveda tudi o energijskem telesu, ne samo o fizičnem. Ne? Jaz, če omenjaš korono, ta čas, ko so veljala res ekstremna družbena pravila, jaz jemljem kot vrhunski prikaz, kako je človeštvo zašlo, kako je razviti v navednice dan svet zašel v čist napačno smer racionalnega obvladovanja življenja, torej vedno več sistemov, nadzora, korenček palčka, kazni, kako je praktično večina, žal, pošteno povem, stroke zašla v zelo strokovno, površinsko, racionalno, politika isto, žal tudi verske inštitucije, ustrahovanja, zapovedovanja in je se izkazalo, kako smo v bistvu ljudje izgubili sebe, zdravo pamet, inteligenco. Vsak človek namreč vse poseduje stik, da bom rekel, z božanskim, to pomeni z neskončnimi znanji. O tem so pričali veliki ljudje tudi na praktičnem področju, kot so, ne vem, Nikola Tesla, Einstein in tako naprej, da ne bomo govorili samo o mistikih. In dejansko imamo vsi možnost biti veliki kreativci, pa zelo svobodni in tako naprej. Žal je pa ta zahodnjaški pristop k življenju postal popolnoma binaren. 1-0. 1-0, brez te barvitosti vmes. In tukaj smo lahko ljudje videli, pod kakšnim vplivom medijev smo, koliko smo sugestabilni, koliko nimamo svoje zdrave pameti. Tako da to bi rekel. In je bil odličen prikaz. In tisti, ki je vsaj mal buden, je lahko to jasno vzrl, o čemer jaz zdaj govorim. In tudi ustrezno ukrepal, no, še naprej. Ne? Šlo je pa absolutno na slabše, samo to ni šlo zaradi korone. Mi smo prej zašli.
Mi smo prej zašli v amerikanizacijo, ki je pa potem, kar se pa potem odrazilo v tem pristopu k koronskim ukrepom. Tako da to je bil sam rezultat napačen. To je bilo plačilo, to je bilo v bistvu plačilo za preteklost oziroma nek izračun. Rezultat. Posledica, lahko gledava šolstvo, lahko gledava medicino, lahko gledava vsi imajo dobre namene. Jaz sem srečen, da imamo, jaz pomagam ogromno doktorjem znanosti, lahko povem, zdravnikom, ne vem, pravnikem, imam tle, vse sorte imam tle, pa me marsikdo vpraša, zdaj, ko dojemam, koliko je naš sistem zavožen, pravi, a čem kar končati s tem poklicom? Jaz rečem, lepo prosim ne, samo upelji to, kar zdaj veš, to je, kar je v podstati, upelji v vaš poklic, ker mi rabimo vse te inštance, mi rabimo zdravnika, mi rabimo policaja, konec koncev vojaka. Žal, nismo zreli brez tega živeti zaenkrat, ampak rabimo pa dodati resnico zraven. Rabimo pa dodati tudi to energetsko resnico, ki je v resnici temeljna in bistveno določa potem tudi materialni svet. In jaz vse prosim in pozivam, da ostanejo v poklicih, tudi farmacevte imam tukaj, ki so tako zelo sovraženi, kar se duhovnosti tiče. Jaz rečem, ne, prosim, ostan, ker boš videl slej ko prej ali pa videla, upeljali se bo nazaj, da bodo zelišča tista, ki bojo zdravila, ne več kemija. In zeliščni pristop k nekemu zdravljenju je super. Kemični ima pa, kot veva, oba ogromno stranskih učinkov, kratkoročnih, dolgoročnih, tako da jaz pozivam, da vsi ostanejo v poklicih, ampak da dojamemo, da smo šli v napačno smer. Samo to. In to je meni korona sam potrdila. Zdaj pa držim pesti in vse se vidno. Oba lahko vidiva, da se tako človeštvo se ful prebuja. Neverjetno so ljudje aktivni na področju raziskovanja globih resnic. Ta klofuta, da tako rečem, ki je vedno dobra, sej skozi klofute smo prisiljeni učiti se, je v bistvu dosegla svoj namen, dolgoročno. Tako da so ogromen ljudi dojeli, da bo treba poiskati neke globje resnice pa stike. Uroš, zelo zanimiv intervju, hvala ti za tvoje znanje in vse, kar si povedal. A sva kaj bistvenega zamudila, pozabila, ali se ti zdi, da sva eno celoto naredila in jo dava med ljudi? Mogoče sam to dodam, torej, tako kot sem omenil, ogromno vrhunskih strokovnjakov imamo na svojih področjih. In mogoče bi sam pozval ljudi, da k svojemu ozkemu področju stroke, ki ga upravljajo na katerem koli področju, pomoči nam vsem, ker mi rabimo en drugega, konec koncev tudi super je, da imamo frizerje, da imamo čistilke ali pa da imamo predsednika vlade. Jaz vse to podpiram, pa sem vesel, da smo skupaj, da začnejo dojemati, da je treba dodati. Da je treba dodati to globino, ker edino to, če se bo vsak kot posameznik začel poglabljati vase, odkrivati večplastnost človeškega bitja, da nismo samo ta površina, samo telo ali pa samo neka binarna racionalnost, edino to nam lahko pomaga, da pridemo v lepši jutri. Ampak to je individualna zgodba, tega se kolektivno ne da speljati. Zato, ker imamo čist vsak svojo pot, smo se na svoj način, na nek način omejili, smo povzeli neke vzgojne ideje, kaj je prav, kaj ni prav, smo se učili neke stroke, in smo zapacani, moram priznati, moram iskreno povedati, smo zapacani s temi nekimi ozkostmi v pogledu na življenje in zato, ker se je čisto vsak na svoj način zapacal, da tako rečem, se mora na svoj način odpacati. Tako da kolektivnega osvobajanja ni in ga nikoli ne bo. Ni možno. In bi pozval sam to ljudi, da mogoče samo sami sebi dajo eno možnost, pa da začnejo malo raziskovati ta ozadja, iz katerih še enkrat podarjam, cel materialni svet rezultira. Tako je, da je duhovnost pravzaprav naša osnova. Uroš, hvala ti še enkrat in z veseljem objavljamo ta intervju. Hvala tudi tebi.